15. junija je v dvorani Konjičanka v Slovenskih Konjicah potekalo prvo srečanje mladih ambasadorjev in ambasadork medkulturnega dialoga, ki ga je povezovala Karmen Kukovič, koordinatorka projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga. V letu 2010 so po izvedenih delavnicah urice medkulturnega dialoga na 6 srednjih šolah izbrali 55 mladih, ki so za pol leta sprejeli naziv mladega ambasadorja oziroma ambasadorke medkulturnega dialoga. V svojem mandatu so le ti opravljali naloge, ki so bile predvidene za omenjeno funkcijo. V projekt, katerega poslovodeči je Mladinski center Dravinjske doline, je vključenih 23 konzorcijskih partnerjev, od katerih je 7 srednjih šol, in sicer Šolski center Slovenske Konjice Zreče, Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje, Prva gimnazija Maribor, Gimnazija Brežice, Šolski center Slovenj Gradec, Srednja ekonomska šola, Poslovno-komercialna šola Celje in Šolski center Velenje, Gimnazija Velenje. Na srečanju so po nagovoru predstavnika Urada Republike Slovenije za mladino Aleša Ojsterška in častnega ambasadorja Darka Nikolovskega dijaki in dijakinje predstavili aktivnosti, ki so jih izvedli v sklopu svojih mandatov. Lep pozdrav. Pozdrav gospodu podžupanu, gospod direktorci Mladinskega centra Dravinjske doline kot konzorcijskega vodji, vsem konzorcijskim partnerjem, ki ste tudi krepko pripomogli k današnji aktivnosti. Hello also to the youth workers for young ambassadors from abroad. In seveda lep pozdrav in pa čestitke že uvodoma mladim ambasadorjem, ki ste v bistvu srčika tega projekta, saj bi rekel z vidika Urada Republike Slovenije za mladino, ki v obdobju od leta 2008 do 2012 pričakuje, da bi v Sloveniji večje število mladih se poglobilo skozi različne kompetence, v vašem primeru govorimo o medkulturnih, in na tak način prispevalo klasnemu razvoju in pa boljšemu delu v vsakdanjem življenju, bodi si v šoli, doma ali pa v drugih aktivnostih, za katere vidimo in vemo, da se jih udejstvujete. Z vidika Urada Republike Slovenije za mladino smo uvodoma pričakovali, da bo ravno Mladinski center Dravinjske doline eden konkurenčnejših oziroma eden uspešnejših centrov, ki bi lahko pokril eno od teh področij, ravno zaradi tega, ker smo vas spremljali skozi programe mobilnosti, se pravi, gre za programe, kjer Evropska skupnost spodbuja mobilnost mladih, in tukaj Dravinjska dolina, Slovenske Konjice, ene tistih, ki so pač vodeči. To vam moramo priznati, to se vidi. V tem smislu vam želimo uspešen razvoj tudi naprej. Glede programa, ki ga bomo spoznali vse ostali in dosežkov danes, pa seveda izziv nam predstavlja dejstvo, da se svet zmanjšuje in da so meje pravzaprav odpravljene, vsaj kadar govorimo na ravni Evropske skupnosti. Dejstvo je, da, kot vidimo, ste vi projekt zaobjeli širše, to nam zdi celo pohvalno dodatno, se pravi, da ste zaobjeli svet Evrope, ki je, bom rekel, svojo idejo naj na svetu prevlada mir, se pravi, nič več vojn, ste dejansko osmislili še ta del, se pravi, spoznavamo se dejansko zato, da vidimo, kje so različnosti in spoznavamo in učimo se zato, da znamo te različnosti sprejeti. Dejstvo je, da zaradi nas se svet ne bo spreminjal. In če je svet na dlani, je prav, da se znamo sami spoprijemati s temi težavami, in tukaj vidimo pač vlogo mladih ambasadorjev, da boste vrstnikom in pa v svojem prihodnem življenju znali ravnati na tak način,
pomagati tistim, ki mogoče teh veščin še niso osvojili. Čestitke torej za današnji dober začetek. Se mi zdi, da bomo danes spoznali vsi skupaj nekaj novega. Lep pozdrav vsem skupaj, moje ime je Darko Nikolovski. Jaz se večinoma pretežno ukvarjam z glasbo, ne mogoče tako uspešno kot Siddharta, ampak mi še ratuje. Kot prvo bi rad spregovoril par besed o medkulturnem dialogu. Danes zjutraj, preden sem se odpravil sem, na primer, sem bral novico, kako so v Ljubljani zaporili enega lano, ne živalo, ampak budističnega meniha, kater pač živi in deluje v Sloveniji. Časi, kateri se nam bližajo, so težki časi, veste. To so časi, ko bodo začeli ljudje izgubljati službe, ko bodo začeli morati skrbeti za svojo družino in ne bodo najdeli načinov lahkih ali pa neprijaznih, da bi to lahko naredili dostojno. V takih pogojih se največkrat zbujajo zametki sovraštva. Zbujajo se tako, da se izpostavijo skupine ljudi, katere niso naši. In se dela razlika ljudi, ločijo jih po veri, po barvi kože, po nacionalnosti. Vi tukaj ste v bistvu tista luč, katera bo svetila skozi vsa ta leta. Svojim zgledom in delovanjem boste biti tisti, kateri boste morali podirati v teh težkih časih te stereotipe. Vaše delo ne bo lahko. Srečali se boste z najhujšim možnim stereotipom, in to je to, da ste se obrnili proti svojim ljudem. Nikoli ne pustite, da bi to misel cepil v glavo. To, kar delate, je v bistvu najlepša stvar za svoje ljudi. Hvala vam vsem skupaj. Projekt je z udeležbo na srečanju podprl tudi podžupan občine Slovenske Konjice Bojan Podkrajšek. Gimnazija Slovenske Konjice je navdušila s kratkim filmom o medkulturnem dialogu, Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje pa zanimivim skečem o razlikah v kulturah. Mladi in njihovi koordinatorji oziroma koordinatorke so nato evalvirali izvajanje aktivnosti in podali precej predlogov, da bo pot naslednjih mandatarjev medkulturnega dialoga bolj kakovostna in učinkovita. Vsi mladi, ki so se odločili za naziv mladega ambasadorja oziroma ambasadorke, so iz rok direktorice Mladinskega centra Dravinjske doline, Laure Kranjčan, prejeli potrdilo za aktivno sodelovanje v projektu. Prav tako so certifikate prejeli tudi mentorji mladih ambasadorjev, ki so bili izbrani z namenom pomagati mlademu, ki je zastopal njihovo državo pri raziskovanju tamkajšnje kulture. Vrhunec srečanja je bila podelitev Nefixa, ki ga je v prvem delu predstavila predstavnica mladinskega ceha Alenka Blazinšek. Mladinski center Dravinjske doline je 7. junija postal registrirani vpisovalec v neformalni indeks Nefix, ko je v prostoru Mestne občine Ljubljana iz rok Petra Debeljaka, direktorja Urada Republike Slovenije za mladino, prejel priznanje. Urad Republike Slovenije za mladino je v startu pri tem projektu vstopil kot partner organizacije Mladinski ceh. Gre za dokument, ki ga lahko uporabljajo mladi od 14. leta naprej in služi za beleženje neformalno pridobljenega znanja in kompetenc. Na srečanju mladih ambasadorjev so ga prejeli tisti mladi, ki so opravili vseh 5 predvidenih nalog mandatarja medkulturnega dialoga. Iz Gimnazije Slovenske Konjice sta Nefix prejela Natalija Žlavs in Boštjan Holobar, iz Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje Aleš Kurnik in freelance mladi ambasador iz Ljubljane Marko Limbek.